Pandemija COVID-19 je upočasnila tudi gospodarstvo, a se to zdaj hitro prebuja. Veliko povpraševanje po surovinah je močno povišalo cene energentov. Nekatere vlade po Evropi so morale zaradi visokih cen električne energije že ukrepati. Španska vlada, ki je obljubljala nižje cene elektrike, poskuša energetski trg ukrotiti z začasnim znižanjem davka na dodano vrednost za energente. Španski premier Sánchez je v včerajšnjem intervjuju za španski dnevnik El País državljanom obljubil, da bodo rekordne cene elektrike po koncu leta 2021 znova padle na raven iz leta 2018. Z visokimi cenami elektrike so se Španci, ki so močno odvisni od uvoza energentov, začeli spopadati že poleti, ko je državo zajel vročinski val. Pero fundamentalmente lo importante es que avancemos en la energía renovable, que avancemos también en esas intenciones que tienen todos los gobiernos de rebajar las temperaturas, de eliminar CO2 constantemente, y o nos ponemos todos, o la realidad es que dejaremos a las generaciones venideras un planeta mucho más caliente, un planeta peor. Ne samo Španija, tudi druge evropske države se trenutno spopadajo na eni strani z visokimi cenami energentov in na drugi strani z rekordno dragim trgovanjem emisijskih kuponov, ki so del načrta za ublažitev podnebne krize. V Italiji so cene elektrike med najvišjimi v Evropi, račun za elektriko se je zvišal za 60 evrov. Ukrepala je tudi italijanska vlada, ki je gospodinjstvom subvencionirala položnice. Tudi Francozi, ki sami proizvedejo več kot 70% elektrike v jedrskih elektrarnah, so morali zvišati cene. Nemška kanclerka Merklova pa je poleti dejala, da je bila njena odločitev o zapiranju jedrskih elektrarn po državi pravilna, a bo pot do podnebne nevtralnosti za Nemčijo zato težja. Ich halte trotzdem in der langen Sicht die Kernenergie für keine nachhaltige Energieerzeugungsform. Und insofern können wir also jetzt nicht, wie manche fordern, aus der Kernenergie aussteigen, aus der Kohle aussteigen und dann auch noch aus dem Erdgas möglichst sofort aussteigen. Kmalu se bo sicer končala gradnja plinovoda Severni tok 2, preko katerega bo Nemčija dobila ruski plin. Cene oskrbe z energijo občutno rastejo, med vsem, kar uvozimo, se energenti najbolj dražijo. Samo v enem mesecu sta se nafta in zemeljski plin podražila za skoraj 17%, elektrika za skoraj 13%, na letni ravni pa je nafta dražja za kar 200%, za 150 pa električna energija. Kaj se dogaja, kje so razlogi za take razmere, pa zdaj s predsednikom Energetske zbornice Marjanom Eberlincem. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav. Kaj so torej ključni razlogi za tako strmo rast cen? No, najprej bi rekel, da so tudi družbe, ki so povezane v Energetski zbornici, intenzivno ukvarjale s tem vprašanjem, in menim, da je skrb upravičena, da vse družbe poskušajo skrbeti za zanesljivo konkurenčno oskrbo energije, pa ne nazadnje tudi varno. Tako da ta vprašanja so na dnevnem redu vseh družb, ki se s tem ukvarjamo, in lahko rečem, da te ugotovitve, ki so bile posredovane, so točne. Na eni strani se soočamo z izjemnim povpraševanjem po obdobju odprave ukrepov po epidemiji COVID-19. Na drugi strani je potem rast prisotna CO2 kuponov. Za primerjavo naj povem, še 2 leti nazaj pred COVID-19 je bila cena emisijskih kuponov 20 evrov za tono CO2. Danes soočamo se z izredno visoko številko 60 ton za ta CO2. Kaj pa to pomeni za stroške ogrevanja, kako hitro se bo to poznalo na naših položnicah? Tisto, kar smo mi v tem obdobju zaznali, pravzaprav ni nekih posebnosti vse do poletja. V prihodnje pa je pričakovati določene spremembe. Ugotovili smo, pravzaprav javno znan podatek, ki je v termoelektrarni Šoštanj bistveno povečujejo cene oskrbe z toplotno energijo, kar je pravzaprav anomalija bila v preteklosti. Tako da ta podatek, ki je že objavljen, 35% naj bi se v Šaleški dolini oskrbo z energijo povečala, je eden od prvih signalov, da se lahko kaj spremeni. No, nekatere vlade so se že odzvale, in sicer tako, da so začasno znižale DDV na energente. Kako komentirate, bi morali temu slediti tudi pri nas? No, jaz verjamem, da pristojno ministrstvo za energijo pa tudi vlada Republike Slovenije bo obravnavala to vprašanje. Je zelo pereče, skrb je prisotna, precejšnja. Konec koncev smo vsi uporabniki, tako
v neki obliki energije uporabljamo doma in jaz menim, da je to priložnost, da se razmisli o bodočih ukrepih na strani Vlade Republike Slovenije. Če pogledamo položnico, bomo ugotovili, da več kot 50% je vseh ostalih dajatev, ki jih plačamo poleg same energije. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Uprava za varno hrano je